Dober dan in dobrodošli v seriji Forbesovih pogovorov 30 po 30, torej pogovorov z mladimi, ki premikajo meje. Pozdravljeni Selma Skenderović, pesnica, pisateljica, magistrska študentka primerjalne književnosti in slovenskega jezika, predsednica mladega PEN Slovenija in urednica revije Mentor. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Selma, kratke zgodbe ste začeli pisati že zelo zgodaj, za šolsko glasilo Maestral na koprski gimnaziji. Kako se je vse skupaj začelo? Je bila to strast do pisanja, želja nekaj povedati, nekaj tretjega? In tudi komu ste pokazali prva dela? Kdaj ste dobili prve, recimo, bolj resne komentarje, kritike vaših del? Začelo se je verjetno že z branjem. Torej, zelo zgodaj je mama spodbujala branje, tako da sva s sestro zelo pogosto hodili v knjižnico, si izposojali knjige, kupovali knjige in brali. Potem pa je nekako to pisanje prišlo samo od sebe. V bistvu sem si želela tudi jaz napisati neko zgodbo in nekaj sporočiti. Takrat sem sicer pisala drugačne stvari kot zdaj, kar je logično. Začela sem pa že pri 9 letih, takrat sem sicer imela zamisel, da bom napisala roman in sem kar dolgo vztrajala pri tem, ampak seveda se potem ni išlo, ker sem želela delati druge stvari. Potem pa šele v gimnaziji sem se včlanila v literarni krožek, v sklopu katerega smo potem izdali tudi glasilo Maestral, ki ga je urejala profesorica Ines Cergol, ki je tudi slovenska pesnica. Tako da takrat sem dobila neke prve resne komentarje, ki so mi potem tudi pomagali izboljšati to delo. V osnovni šoli so učitelji in učiteljice še zelo prijazni in hočejo te odvrniti od tega, kar delaš. V srednji šoli pa res potem smo vsi, ki smo hodili na ta literarni krožek, v bistvu res dobili tudi kritiko, da smo se zavedali mogoče, kaj še ni v redu, kaj se da izboljšati. Tako da takrat nekje v prvem letniku gimnazije sem ugotovila, da mogoče to nekaj, kar bi dejansko želela delati, da to ni samo neka kratkočasna stvar. Torej, pri spodbujanju mladih literatov je zelo pomembno to šolsko okolje. Koliko je v tem okolju neke podpore, neke tudi pomoči, strokovne pomoči, da se potem človek razvija naprej? Ja, zame je to bilo zelo pomembno. Moram reči, da sem od učiteljic slovenščine, no vse so bile učiteljice, imela zelo veliko podpore pri tem. Glede na to, da slovenščina ni moj materni jezik, so se tudi s tem ukvarjale. Neke podpore sem potrebovala tudi pri tem, da so me naučile sploh govoriti slovensko. Tako da meni se to zdelo super, da so se na tak način ukvarjale z mano in da so prepoznali nekaj v meni, ker vprašanje, če bi brez te podpore si sploh želela to delati, pa tudi in v osnovni šoli in v srednji šoli smo res imeli literarne krožke, kjer smo delali, torej ustvarjali smo. Tudi tisti, ki danes niso pisatelji in pisateljice, bodo mogoče čez nekaj let ali pa so samo tisti čas ustvarjali. Tako da se mi zdi, da ta nek podporni sistem je zelo pomemben. Za zgodbi Brezimni obraz in plitvine ste nato leta 2020 pri 19 letih prejeli nagrado na festivalu mlade literature Urška. Ti zgodbi sta 2 od 15, ki so leto pozneje izšle v zbirki kratke proze Zakaj molčiš, Hava. Havin glas je glas mnogih priseljencev, njene zgodbe so prežete z občutki drugačnosti, velikokrat odtujenosti in tudi nesprejetosti. Glede na to, da ste rojeni na Kosovu in da ste del otroštva preživeli na Kosovu in Črni gori in se pri 9 letih starši preselili v Slovenijo, se kar samo od sebe postavlja vprašanje, koliko morda je v tej zbirki avtobiografskih elementov. Ja, to je vprašanje, ki ga dobim zelo pogosto. Enostavno zaradi tega, ker ljudje, ko berejo knjigo, preberejo tudi mojo kratko biografijo. Tako da, ja, seveda, mislim, da avtorji in avtorice vedno pišemo o tistem, o čemer nekaj vemo. In logično je, da nekako izhajamo iz sebe. Težko bi nekdo, ki ni šel skozi to, na tak način razumel te občutke. Tako da, ja, del je ne avtobiografski, autofikcijski, no, to pa je žanr, ki je danes zelo, zelo priljubljen in mislim, da večina avtorjev in avtoric dobi to vprašanje, ali je njihova knjiga avtobiografska ali autofikcijska. Tako da po eni strani sem izhajala iz nekih zgodb, ki sem jih poznala, ne nujno iz svojega življenja, ampak bolj tudi iz zgodb ljudi okrog sebe, ker se mi je zdelo, da res ne dobijo priložnosti, da bi bile te zgodbe slišane.
so pa zelo zanimive in tudi pretresljive. In zato se mi nekako zdi, da če nekdo dobi priložnost, tako kot sem jo jaz dobila zmago na tem natečaju, je potem treba to priložnost izkoristiti in sem enostavno to knjigo tudi posvetila neslovenskim otrokom, ki nimajo vzornikov, ker mislim, da res ne pridejo nikakor v ospredje in da nimajo nekoga, ki bi jim bil podoben, ki bi še prej šel skozi iste stvari, kot so šli oni. Tako da ta neka reprezentacija tudi drugih nekih zanemarjenih glasov se mi zdi zelo pomembna in literatura je pa res tak prostor, v katerem lahko to predstaviš in to na umetniški način, tako da se mi je res delo smiselno to izkoristiti. Kakšni so bili odzivi na zbirko? So bili pričakovani, so vas presenetili? Ste sami tudi rekli, da so bile nekatere zgodbe tudi pretresljive in tako naprej. V bistvu, glede na to, da sem jo pisala kot najstnica in da je potem išla, ko sem bila stara 19-20, res nisem imela nekih pričakovanj. Meni ni bilo pomembno, kaj si bodo bralci mislili. Šla sem zelo iskreno v to in želela sem nekaj povedati. Nisem se toliko obremenjevala s tem, kakšni bodo odzivi, kakšna bo kritika. Tudi nisem razumela, kako deluje v bistvu literarni sistem. Zelo površno v bistvu, tako da me ni ravno skrbelo, a bodo kritike dobre, a bodo slabe in tako naprej. Kar se je pa potem zgodilo, je bilo zame vse veliko nad pričakovanji. Torej, mislim, že to, da sem dobila nagrado, je bilo zelo veliko presenečenje. Torej, bila sem stara 19 let, nisem Slovenka, v Sloveniji sem takrat živela dobrih 10 let. Zdelo se mi je neverjetno v bistvu, da se je to zgodilo, potem pa še imeti knjigo in jo predstavljati na dogodkih, potem pa vsi intervjuji, vabila. Na začetku je bilo kar težko, predvsem zaradi tega, ker sem dobivala vedno ta vprašanja, ki so zelo intimna na nek način. Se moraš vedno kot nekdo, ki je od drugod, izrekati o nekih stvareh, kar ne delajo kolegi in kolegice Slovenci. Tako da z tega vidika je bilo zelo težko. Tudi danes še vedno dobim take vprašanja, še vedno na nek način se moram postavljati na neko stran. Vas to moti? Včasih ja. Zdi se mi, da sem že velikokrat zavzela neko stališče in da me ljudje že poznajo potem in da ni potrebe, da vsakič znova se me predstavlja kot nekoga drugega. Jaz sem avtorica, ne pa vse ostalo, kar potem prilepijo ljudje, ki niti ne poznajo mojega dela. Tako da s knjigo nekako sem tudi jaz odrasla v bistvu in se mi zdi, da sem dobila zelo veliko izkušenj s tem. In na literarnem področju, pa tudi na nekih drugih, enostavno si postavljen v to in moraš se nekako znajti. Tako da vse, kar se je zgodilo, je bilo nad mojimi pričakovanji, v bistvu tudi prevodi. Koliko jezikov je prevedena zdaj že zbirka? Zbirko imam prevedeno torej v bosanščino, angleščino, nemščino, črnogorščino in zdaj bo šel še španski prevod, za naslednje leto pa načrtujemo poljskega. Tako da 6-7 jezikov. Vi pišete tudi poezijo. Kako to, da ste se na to tekmovanje, Urška, prijavili s prozo in ne recimo s pesmimi? Ja, to je bila malo prebrisana odločitev, to moram priznati. Na Urško se načeloma prijavljajo s poezijo. Veliko mladih piše poezijo in vedela sem, da se jih bo veliko prijavilo s poezijo. Da bo konkurenca velika. Da bo konkurenca večja v poeziji kot v prozi. In potem sem pa še objektivno razmislila, a je boljša moja poezija ali proza, in nekako sem v tistem trenutku imela res dobro kratko zgodbo napisano. Torej ti dve, ki ste jo omenili na začetku, sta bili res dobri in se mi je zdelo, da bi bilo vredno nekam poslati. Tako da potem sem se odločila za prozo. Je pa res, da o teh temah bi zelo težko pisala v poeziji. Enostavno poezija zahteva nekaj drugega. Moja proza je nekako zelo družbeno angažirana, tudi taka ostra je, neposredna, medtem ko v poeziji vseeno gre za neke malo bolj omiljene občutke, malo ne bolj intimne stvari, ampak nekako tudi malo bolj osebne, na nek drugačen način ubesedene. Se mi zdi, da je bilo težko skozi poezijo na tak način obravnavati te teme. To tematiko. Ampak ste uspešni tudi v poeziji. Tudi leta 2020 ste na Šinkovčevih dnevih poezije prejeli nagrado za pesem z naslovom O senci, ki, če citiram, nenehno sika in v trebuh zadane tako,
da kar sapo vzame. Kdo ali kaj je ta senca? To pesem sem pa napisala v srednji šoli. Ja, to je bila nagrada za najboljšo pesem v kategoriji do 19 let. Drži. Ja, takrat sem nekako opisovala bolj te občutke neke negotovosti, neke izgubljenosti tudi. Zdi se mi, da se nenehno vrtim okrog iskanja identitete. Ali res nacionalne, verske in tako naprej, ali pa res mogoče neke tudi najstniške, mladostniške takrat. Tako da na to se je nanašalo. No. Ste me pa presenetili s tem citiranjem tega nisem slišala že zdavnaj. Leta 2023 ste v Sarajevu prejeli nagrado za najboljšo mlado avtorico in leto pozneje izdali roman In če vsi pozabijo s protagonistko Zineto. Pri Slovenskem Penu so v utemeljitvi vaše nominacije za izbor 30x30 zapisali, da v romanu upovedujete iskanje identitete, tujstvo, nasilje v družini, spopad vrednot dvojnega okolja, samodokazovanje, premagovanje predsodkov in umeščanje v okolje. Je roman nekakšna nadgradnja te zbirke kratkih zgodb? Ste želeli o tej tematiki povedati več, bolj poglobljeno, bolj podrobno? Točno tako, ja. Roman že kot zvrst je daljši od kratkih zgodb, omogoča torej neko zgoščeno zgodbo, samo eno zgodbo, eno protagonistko oziroma protagonista. Tako da res sem z romanom nekako želela nadgraditi to. Sama sem svojo prvo knjigo, torej te kratke zgodbe, doživela kot zelo preproste. Ko sem to pisala, se je meni zdelo, da bodo vsi to razumeli, da enostavno ne more obstajati nekdo, ki o tem ne razmišlja. In povsem neverjetno se mi je zdelo, da obstajajo ljudje, ki za to niso še nikoli slišali. Tako da sem potem z romanom nekako želela prikazati te stvari, ki so še bolj nevidne. V romanu pišem o enem območju, torej o Sandžaku, ki ga v Sloveniji v bistvu ljudje ne poznajo. Tudi teme, ki jih obravnavamo v romanu, so vseeno nadgradnja nekoliko bolj kompleksne kot teme v zgodbah. V zgodbah sem v bistvu v vsaki zgodbi predstavila en dogodek, ki je diskriminatoren oziroma ki prikazuje neke stereotipe in predsodke. Medtem ko v romanu gre vseeno za neke veliko bolj kompleksne zadeve, ki so tudi na bolj intimni ravni. Tam sem šla res v opisovanje družine, družinskih dinamik in nekih stvari, ki so še bolj nevidne kot to, kar se dogaja v bistvu na zunaj in v javnosti. Tako da, ja, definitivno je to nadgradnja oziroma neka poglobitev. S tem, da mislim, da se zdaj na teh predstavitvah knjige in na dogodkih ljudje kar malo izogibajo temam, ki so tako imenovane pretežke. Tako da mislim, da nam v družbi še vedno manjka tega nekega zavedanja in občutka sploh. In sploh neke želje in energije, da bi govorili o tem. Tudi zelo rado se jih pomete pod preprogo, recimo nasilje v družini. Ne? Ja, tako je. Koliko časa ste pisali roman? To sprašujem zato, ker sem kot bralki se mi zdi, da ste ga napisali na mah. Je izjemno intenziven, energičen, dinamičen, dogaja se vzporedno v 3 okoljih, pri sorodnikih na Kosovu, potem v študentskem domu v Ljubljani, potem skozi spominjanja Zinete tudi v njeni družini, pač v nekem drugem mestu. Res, da mestoma zahteva morda premor, recimo v prizorih družinskega nasilja, ki so res zelo močni in zelo hudi, ampak vseeno, knjiga nenehno vleče k branju. Tudi ko jo odložiš, jo zelo hitro spet vzameš v roke. V bistvu me je presenetilo, ko sem dobila prve odzive, ker so jo ljudje prebrali naenkrat. Meni pa se zdi zelo naporno oziroma intenzivno brati knjigo s takšno vsebino naenkrat. Vseeno ima več kot 200 strani in se mi zdi, da je kar naporno čustveno. Ne toliko z tega vidika, da je treba samo prebrati, ampak bolj čustveno. Nimam veliko časa, da bi res 7 let pisala neko knjigo oziroma se z raziskovanjem o temi ukvarjala toliko časa. Ampak nastala je postopoma, s tem, da pri meni gre ta ustvarjalni proces vedno tako, da najprej dobim neko zamisel in jo imam zelo, zelo dolgo časa v glavi in potem ponavadi nastane neki začetek, torej konkretno pri romanu sem imela ta prvi del, ki je celo v albanščini napisan, torej to je samo ena poved v albanščini. To sem imela v glavi več mesecev in ni šlo iz glave, dokler tega nisem se usedla in napisala. Ne.
Potem pa sredino je vedno najtežje napisati, ker enostavno je treba narediti konec in začetek imam nekako vedno v glavi, medtem ko sredino pa res moraš dodelati in ni vseeno, kaj napišeš. Tako da pri tem se je pa res treba usesti in moje življenje trenutno je zelo dinamično in nimam toliko časa, ker nisem samo zaposlena v kulturi, da bi se samo s tem ukvarjala in res, da bi to bilo moje delo. Potem moram nekako med vsemi obveznostmi najti še čas za pisanje in je kar težko vse to kombinirati, tako da moram ga iskati včasih tudi na faksu, včasih med drugimi obveznostmi. Kar mi je včasih škoda, zaradi tega, ker če bi imela več časa, oziroma če bi bile okoliščine drugačne, bi se mogoče temu lahko posvetila več. Je pa mogoče po eni strani tudi boljše, zaradi tega, ker potem, če se pa preveč posvetim, potem pa pride v čisto neko drugo stvar in nikoli nič ne dokončaš, ker znam potem tudi biti preveč kritična do tega, ker sem sama napisala. Tako da je nastajal postopoma, s tem, da sem nekako sama bila vedno v tem razpoloženju. Torej, včasih se zgodi to, da pri pisanju enostavno izstopiš iz nekega trenutka in potem, ko nadaljuješ, to ni več ista zgodba, to ni več ista pesem. In je enostavno težko tako pisati. Sem pa jaz tukaj res si vzela več časa, to samo delo, konkretno delo na okrog sredine zgodbe je trajalo več mesecev in v teh mesecih sem res si nekako izklopila in vzela čas za to. Moram si vzeti prav čas. Zato se mi zdijo tudi rezidence za nas, avtorji in avtorice, res zelo pomembne, ker vseeno lahko imaš nek prostor, imaš čas, kjer te ne motijo drugi dejavniki in lahko delaš to, kar bi rad. Koliko ste pri pisanju romana morda se ujeli v neke stereotipe, če ste se? O tem sem največ razmišljala. Zelo me je skrbelo, da bom sama predstavljala svojo skupnost na stereotipen način in tega si res nisem želela. Torej, s prvo knjigo sem nekako izstopila iz tega. S prvo knjigo je večina neslovencev doživela kot njihov glas, v bistvu doživljajo me kot nekoga, ki njih predstavlja. Potem pa me je zelo skrbelo, da bi z drugo knjigo to, ker vse porušila oziroma začela govoriti o nečem drugim. Tako da s tem sem se zelo veliko ukvarjala. Moram reči, da tudi potem knjiga je seveda šla skozi proces in uredništva, skozi lekturo, oblikovanje in tako naprej. To knjigo je prebralo veliko ljudi, preden je sploh šla. Tako da mi je tudi urednik Aljoša Harlamov na Cankarjevi založbi je v bistvu določene dele recimo komentiral pa svetoval, mogoče ne na tak način, mogoče ne tako, ker vseeno, bralci so različni, zelo različno lahko dojamejo kakšne stvari in zelo hitro je res mogoče zapasti v te neko stereotipno prikazovanje in tujcev in muslimanov, tako da sem zelo pazila na to in upam, da nisem stereotipizirala v knjigi. Želela sem v bistvu prikazati neko situacijo, ki je za marsikoga resnična in v kateri je marsikdo. Tako da ne bi rekla, da sem pretiravala. Mogoče sem na kakšnih mestih celo zadeve omilila, ampak verjamem pa, da za marsikoga je mogoče to stereotipno, ker vseeno, ko predstavljamo neko določeno skupnost, vseeno želimo tudi izpostaviti lepše stvari in boljše stvari. Ja, ker bere se kot nek zelo realističen roman. Zato sem vprašala, ker se mi zdelo, da ste zelo šli zunaj polja stereotipizacije. Me veseli, če je tako. Res sem razmišljala o številnih prizorih, ker tam se del zgodbe se dogaja na Kosovu in me je zelo zahtevno je bilo v bistvu razmišljati sploh o tem, na kakšen način predstaviti to bralstvu, ki tega ne pozna, ki mogoče ni bila še nikoli na Kosovu, ki se ni nikoli srečala z nekom, ki živi v večjezični skupnosti. Tako da prikazovati te zadeve, recimo, če se spet vrnem na avtobiografskost oziroma avtofikcijskost, to bi zelo težko naredil nekdo, ki ne pozna tega prostora, ki ne pozna teh konceptov. Tudi na neki slogovni ravni tam prepletam različne dialekte in jezike v bistvu in težko bi od nekoga, ki ne govori teh jezikov in dialektov, pričakovali, da bo res na tak način. Razen, če ne bi ogromno let živel tam in se s tem ukvarjal. Tako da sem vložila veliko truda in energije že v to, na kakšen način. Je pa res, da ne moreš kar vsega napisati, da ne moreš
kakšno stvar bi mogoče še bolj zakomplicirala, ampak potem vseeno pomisliš, no, to pa je zdaj ta druga stvar, zato je bila že druga knjiga, tukaj sem pa že razmišljala, a bodo bralci to sploh razumeli ali ne. Vendar kljub vsemu hudemu, kar se je zgodilo, Zineta ni neka pasivna žrtev, ni nebogljena, ampak se na svoj način upira. In tudi Hava v zgodbah izkriči krivice, ki so se ji dogajale. Torej ne molči zares. Pa me zanima, na nek način to vaše sporočilo, da se je nasilju treba upirati in da je potrebno na krivice glasno opozarjati. Ja, mislim, zdi se mi zelo pomembno poudariti, da so to protagonistke, torej ženske. Namenoma so ženske. Zdi se mi, kot sem že prej rekla, da najboljše pišem o tistem, o čemer nekaj vem in zelo težko bi iz neke moške perspektive opisovala, kaj se dogaja. Tukaj sem namenoma postavila močne ženske, v bistvu močne mlade ženske. Ker se mi zdi, da imamo zelo veliko zapovedati v bistvu in da ni treba, da vedno drugi govorijo namesto nas. In tukaj, ne glede na vse, se mi zdi, da vseeno lahko svetu in drugim nekaj ponudiš. Konec koncev to delam tudi sama skozi literaturo in to dela zelo veliko mladih ljudi na različnih področjih. In se mi zdi, da tudi skozi literaturo niso vse zgodbe srečne, niso vse zgodbe pozitivne, tudi ne bi bilo treba, da je konec pozitiven oziroma optimističen ali kakorkoli. Ampak vseeno se mi je zdelo, da za nekoga, ki je mogoče v tej situaciji, za nekoga, ki je veliko mlajši od mene, pa bo to bral, da je dobro imeti tudi neko perspektivo. No. Da je dobro, če nekdo, ker moje knjige berejo tudi mlajši ljudje od mene in se mi zdi, da jim pomeni nekaj, če imajo nek tak primer, ko se stvari vseeno izidejo, ko stvari vseeno niso samo grozne. Tako da namenoma sem potem konec napisala nekako, ne bi rekla, da je pozitiven, ampak optimističen. No. In se mi je delovalo to tudi na bralcih, ker vseeno, konkretno pri drugi knjigi, je cela knjiga bolj resna in tako žalostna v bistvu. Ne? Tako da potem konec vseeno prinese še nekaj drugega. Čeprav je, kljub temu je skozi celo knjigo čuti ta njen boj, ta njen upor. A ne? Se mi zdi, da ne dobiš občutka, da se predaja, no? Da je obupala ali karkoli. Kako veliki pa so bili izzivi, recimo, preskočiti iz kratkih zgodb na nek bolj strukturiran roman kot pisateljici? Ja, sicer pomagala sem si s tem, da sem roman razdelila na poglavja in sem to nekako doživela kot zgodbo. Je pa res, da tudi moja prva knjiga v Bosni recimo berejo kot roman. Oni so to označili za roman in ne za kratke zgodbe, ker imam eno protagonistko in so zgodbe njene, čeprav so različne. Tako da nekako, če bi imela več časa, bi verjetno že prva knjiga bila roman, ampak takrat enostavno nisem imela toliko časa, ker sem morala oddati osnutek knjige v določenem času in mi ni uspelo. Tako da potem se mi je zdelo logično, da je neka nadgradnja roman. Je pa bilo težje, no, ker moraš imeti v mislih, da je to en lik, ki se mu dogajajo stvari, opisuješ njegovo življenje. Nekajkrat sem tudi neke stvari se čisto zmotila, no, zato imam sestro, prvo bralko, ki sicer se ne ukvarja z literaturo, ampak mi je, takoj ko sem ji dala knjigo, v bistvu povedala, da nekje sem neke ure se zmotila, pa imena, mislim, čisto neke take stvari, ki jih mogoče ne opaziš, zaradi tega, ker ti imaš nek dokument, ki ima več kot 100 strani in ne veš, kaj točno, to sem pa prej govorila, če si to začel pisati pred 3 meseci in potem zdaj nadaljuješ, se zelo hitro, mislim, narediš neko napako. Tudi na zgodbeni ravni je potem urednik, zato pa imamo urednike, je potem povedal, kaj ne štima tam, pa smo to potem popravili še v tem procesu urejanja. Tako da je bilo kar zahtevno, tudi časovno. No. Daljša je kot prva knjiga, več časa je šlo v to. Pri zgodbah lahko zaključiš kjerkoli v bistvu, tudi če pustiš odprt konec, pri romanu pa zelo težko, ker nekje končaš eno misel, pa potem kar nadaljuješ, no ne bi imelo smisla.
A se je zdaj s temi nagradami in s to vašo prepoznavnostjo, se je vaše ustvarjanje kaj spremenilo? Ali je bilo predtem kaj drugače pisati, ustvarjati, kot zdaj, ko ste že prepoznani na literarni sceni? Mogoče čutite kakšen pritisk ali niti ne? V bistvu sem pred izdajo druge knjige čutila pritisk, zaradi tega, ker se me nenehno umešča v ta kontekst avtorica, ki opisuje migracije, avtorica, ki govori o tem. In se mi je zdelo, da ljudje kar zdaj pričakujejo v bistvu nadgradnjo oziroma po možnosti pričakujejo nekaj, kar sem že naredila s prvo knjigo. In s prvo knjigo sem naredila že ogromno. Mene je zelo skrbelo, da ko izide druga knjiga, bo pa zdaj ljudem grozna, pa kaj bo pa to, ne. Tako da ta vidik me je skrbel, pa tudi trenutno se mi zdi, da bi vseeno še vedno raje bila v nekem času srednje šole, ko sem lahko enostavno samo ustvarjala. No. Takrat lepo je imeti nagrade, lepo je imeti prepoznavnost, ampak ne mislim, da je to bistvo literature. No. Pomembno je zaradi promocije, no. Zaradi tega več knjig se izposodi, več knjig se proda in tako naprej. Prevede, mislim, ja, pomembno je, ampak po drugi strani pa se mi zdi, da za ustvarjalce in ustvarjalke je toliko bolj pomembno, da imamo nek mir in da dejansko ustvarjamo. Zelo težko potem iz tega nenehnega hitenja in vsega, kar se dogaja okrog nas, potem greš in ustvarjaš to. Zadnje čase me vedno bolj in bolj moti, no, da nimam več tega nekega trenutka, ko bi lahko dejansko ustvarjala, ker se mi zdi, da moram še 1001 stvar narediti in da se ukvarjam z vsem ostalim. Še prevajate zraven, to smo na začetku morda pozabili povedati, tako da imate res obseg vsega, kar počnete, je zelo velik. Ja, in vse se dogaja okrog literature. Ko enkrat vidiš literaturo z različnih vidikov in z uredniškega in lektorskega in prevajalskega, avtorskega, mislim, zelo drugače gledaš na literarni sistem. Se mi zdi, da to sem na začetku rekla, da na začetku, ko tega nisem poznala, se mi je zdelo, jaz samo ustvarjam, super. Zdaj pa, ko to gledam in moram še razmišljati o nekih založniškem trgu, o vsem ostalem, se mi že kar malo zdi, ja, se meni to res da delati, ne. In večino časa se mi, ker mi je to všeč, ker imam to rada, ampak tako, se mi zdi, da si vseeno dobro vzeti čas, da potem res nekaj ustvariš in da konec koncev bistvo umetnosti je to, da obstaja neki na drugačen način, torej da povemo nekaj z drugačnimi besedami, da nekako to realnost postavimo v nek drugi kontekst. Ne pa, da se osredotočamo samo na nagrade in priznanja. Tudi področje literature zelo težko zdaj mi damo neke kriterije, kdo pa si zasluži neko nagrado. Vsaka komisija je subjektivna. Ne. Letno izide zelo veliko knjig. Tudi zdi se mi, da veliko je odvisno od karakterja posameznika. No. Niso vsi ustvarjalci in ustvarjalke taki, da imajo zelo radi intervjuje, da zelo radi javno nastopajo, kar je popolnoma razumljivo. No. Je pa na nek način tudi treba priti do bralcev, ne? To je glavna poanta vsega tega izpostavljanja, ne? Da te ljudje vidijo, da te preberajo. Slovenskemu PEN-u ste se pridružili lani in kmalu vas je upravni odbor izvolil za predsednico mladega PEN-a, ki vključuje književnice in književnike mlajše od 35 let. Drži, ne? Z te pozicije imate nekako boljši razgled na literaturo mladih, verjetno tudi skozi različne natečaje, kot je Župančičeva Frulica, Mlada Veronika in tako naprej. Kako bogata je ta literatura, o čem mladi pišejo? Zelo sem ponosna na svoje kolege in kolegice iz mladega PEN-a. Letos, na primer, že na sejmu je recimo kolegica Mojca Peteros je dobila nagrado za najboljšo mlado prevajalko. Torej, to je tudi nagrada, ki se podeli prevajalcu oziroma prevajalki mlajšemu od 30 let. Zelo veliko jih je zelo uspešnih na svojem področju. Dobijajo priznanja, pišejo zelo dobro. Pišejo zelo raznolike stvari. No. Večina jih je sicer pesnikov in pesnic. Kar je neke razlike med prozaisti in pesniki, vendarle so, tudi kakšno publiko imamo, so. Velikokrat recimo povezujejo poezijo s performansi, to zelo pogosto delajo in se mi zdi super to povezovanje umetnosti, torej tu vendarle gre in za glasbo in za ples, poezijo in tako naprej. Na srečo imamo zaenkrat dovolj prostorov, kjer lahko to delamo.
recimo Dejan Koban svojo založbo Črna skrinjica v bistvu omogoča mladim, da izdajo svoj pesniški prvenec, kar je v Sloveniji redkost. Torej ta založba izdaja samo pesniške prvence v bistvu. In ponavadi so to torej mladi ljudje, ki izdajo tako knjigo. Nekako smo se pa potem angažirali tudi na način, kot se angažira PEN na splošno. Torej, tukaj vseeno ne gre samo za predstavljanje nekih knjig in pogovore o literaturi, delamo tudi druge stvari. Letos smo imeli recimo gostjo palestinsko pesnico Batula Abu Aklin. Zelo se mi je zelo pomembno, da slišimo tudi take glasove in da nekako literaturo umestimo tudi v to, kar se dogaja okrog nas. Delamo različne stvari. Ne vem, všeč mi je, da ustvarjanje ni omejeno res samo na literaturo. Zdi se mi zelo pomembno, da nekako delujemo tudi kot skupnost. Lažje je ustvarjati nekaj kot skupnost, kot pa vsak sam zase. Na svojem področju smo dobri, delamo sami zase, ampak tako pa, ko imamo priložnost, da se še recimo pogovorimo o nekih stvareh, ki bi jih radi, da nekaj spremenimo, skupaj pridemo tudi do zelo dobrih idej. No. Trenutno imamo pogovore na PEN-u, kjer se starejši kolega oziroma kolegica pogovarja z mlajšim kolegom oziroma kolegico in so taki pogovori zelo zanimivi, enostavno, ker nimamo istih izkušenj. Nekdo, ki je ustvarjal pri 30-40 leti in nekdo, ki ustvarja v tem trenutku, pa lahko gre za zelo uveljavljene slovenske avtorje in avtorice. Tako da mi je všeč, da smo dobili ta prostor. Velikokrat se čuti neko pokroviteljstvo do mladih oseb, ne samo v literarnem prostoru, ampak nasploh. Mi smo pa to v bistvu dobili podporo Tanje Tuma, to je predsednica slovenskega PEN-a, ki je v bistvu predlagala sploh nastanek te sekcije mladih avtorjev in avtoric. Tako da bomo nadaljevali. Vsako leto imamo tudi festival Obrazi miru, torej organizira ga Mladi PEN in vsako leto so naši gosti mednarodni gosti in so zelo zanimivi. Imajo zelo veliko za povedati in kar sem že prej omenila, všeč mi je, da so družbeno angažirani, da ta literatura ne nastaja samo v nekem zaprtem prostoru in obstaja sama zase. Torej že znotraj samo tega mladega PEN-a res zelo veliko in ogromno nalog za izpeljati, za stvari spremeniti, tudi da se glas mladih bolj sliši. Ja. Vse smo povezani smo v bistvu tudi z mednarodnim PEN-om, torej mednarodni PEN ima tudi svojo sekcijo mladih avtorjev in avtoric, kjer se pa ukvarjamo z drugimi stvarmi. No. Tam veliko mladih avtorjev in avtoric je v zaporih zaradi svojega delovanja, zaradi svojega pisanja. Veliko nekih administrativnih zadev ni urejenih, kar se tiče mladih avtorjev in avtoric, in so že take stvari. Pa to spet ni bistveno delo literatov, ampak se mi pa zdi vseeno pomembno, da se nekdo tudi s tem ukvarja, da ni vse prepuščeno drugim. Selma, za konec, kaj si najbolj želite, da bi ljudje razbrali iz vaših literarnih del? Želim si v bistvu, da bi razumeli, da je mogoče živeti v neki raznoliki družbi, kjer ima vsak pravico živeti na svoj način, ima vsak pravico zastopati neke svoje vrednote in stališča, in kjer je možno nekako spoštljivo sobivanje, če nekaj drugega. Tudi to, da ljudje, ki so drugačni od nas, niso strašni, niso nekdo, ki ga ni treba spoznati, nekdo, ki ga je treba kar zanemariti in odpisati. In mogoče to, da ne razumemo vedno vsega, da ni treba, da gremo v vsako situacijo in vsak prostor z mislijo, da mi že vse vemo, da že vse razumemo in da smo najpametnejši na svetu, ker se mi zdi, da velikokrat nas to v bistvu odvrne od tega, da bi spoznali nekaj drugega in nekaj novega. Jaz sem to sicer povezala torej s priseljenci, ampak to se ne nanaša samo na priseljence, tudi znotraj drugih skupnosti se dogaja nekaj zelo podobnega. Sploh pa se mi zdi, da je pomembno, da sploh berejo. Ne nujno moje knjige, ampak karkoli. Zdi se mi, da nekako skozi branje res literaturo vidim kot nek način, da se približaš nečemu, kar ti je tuje, mogoče nečemu, kar ne poznaš in vseeno je to obdelano na nek umetniški način, ni treba razmišljati, da je to resničnost. Tako da imaš neko varovalko pred tem, kar te je strah, mogoče kar ti je neprijetno.
In zaradi tega se mi zdi, da je potem super, če se lotijo tudi mojih knjig in pa katerihkoli drugih. No. Če bodo pa prebrali, mogoče odkrijejo še kaj sami. Hvala lepa in uspešno še naprej. Hvala vam za pogovor. Glavna podpornika izbora 30x30 Forbes Slovenija sta Mercator in Bosquar In. Podpornik kategorije Pop kultura in umetnost je Zavarovalnica Sava.